In še danes marsikdo me prime za roko od drugod, ko ga niti ne poznam in pravi, dali ste nam upanje, dali ste nam pogum. Sem vedela, da to spada zraven in da je pač potrebno malo več dela, energije vložiti. Včasih je tudi potekla kakšna solza na skrivaj. Moj kolektiv je moja druga družina, lahko rečem. Veš, da vsem ne moreš zadovoljiti in moraš narediti tisto, kar misliš, da je najbolj pravno. Kar se tiče pa občanov, nekateri so me preko Facebooka malce napadali, tudi najbližji sosed. Pogrešam še vedno prave informacije, ki jih naši mediji žal ne dajejo. Rabimo nekaj, kar nas bo pa res prizemljilo večino ljudi. 4 mandate ste na položaju županje. Bo 5. mandat spet vaš? Lepo pozdravljeni. Običajno politikov ne želim gostiti v podcastih, saj nočem, da bi me povezovali s katerokoli politično opcijo. Vendar si tokrat zasluži obrazložitev. Moja gostja se z lokalno politiko ukvarja že 25 let. 15 let je županja. In to županja vseh občanov, vsaj nam, ki opazujemo njeno delo od daleč, daje takšen vtis. Slovenija jo je bolje spoznala v času covida, ko so politiki in zdravstvo v en rok tulili o koristnosti cepljenja, ljudi z ukrepi silili v te odločitve, onemogočali bolnim obiske specialistov, svojci se niso mogli posloviti od umrlih, splošni zdravniki so delali na daljavo, izobraževalni sistem naenkrat ni več funkcioniral oziroma ni bil več v ospredju in nasploh se je vse vrtelo okoli dela od doma. A v majhni belokranjski občini so takrat imeli županjo, ki si je drznila razmišljati drugače, ki je prepuščala odločitve o cepljenju posamezniku in glasno nasprotovala z logiko skreganim ukrepom in neobstoju protokolov v zdravstvu. Ponosna sem, da jo poznam, še bolj pa, da jo brez občutka slabe vesti lahko gostim v našem studiu. Polona Kambič, dobrodošli. Dober dan. Kaj vas je pripeljalo v politiko? Leta 2000 me je takratni župan Ivan Bukovec Semiški povabil, da sem nadomeščala njegovo najožjo sodelavko, ki je bila na porodniškem dopustu. In tako sem ostala na mestu direktorice občinske uprave vse do leta 2010, ko pa so bile ponovno volitve in gospod Bukovec se ni več odločil, da bi kandidiral, ni našel nobenega pravega človeka, ki bi ga nadomestil in na koncu se je nekako obrnil name in ko se človek odloči oziroma ko se ženska odloči, potem res misli resno. Odločila sem se, kandidirala, bila sprejeta oziroma izvoljena in tako se je nadaljevalo zdaj že 4. mandat. Pa ste v kakšnem obdobju obžalovali to svojo odločitev? Včasih, sploh v prvem mandatu je bilo kar težko, moram reči. Takrat so še otroci bili manjši, se pravi, družina te potrebuje, veliko novega je, čeprav sem bila jaz nekako zraven na občini, ampak jaz sem počela čisto nekaj drugega takrat. In takrat je bil župan tisti, ki je šel naprej, jaz sem bila odzadaj. Kar naenkrat nisem imela nikogar, sem morala biti jaz tista, biti vedno nasmejana, govoriti pametno, povedati kaj pametno, se odločati pametno, tako da ni bilo enostavno. Ampak da bi mi bilo žal, mi ni bilo, zaradi tega, ker sem se pač tako odločila in sem vedela, da to spada zraven in da je pač potrebno malo več dela, energije vložiti. Včasih je tudi potekla kakšna solza na skrivaj, ne pred ljudmi, ker tam moraš sijati, ampak v pripravah doma, ker doma je bilo še vedno 3 otroci, moževi starši bolni, kmetija in ko sem pripravljala govore, sem zraven likala, kuhala, pospravljala, tako da je bilo treba biti kar inovativen in kar potrpeti in organiziran, ja. No, že v uvodu sem pojasnila našim gledalcem, poslušalcem, kdaj vas je pravzaprav ta
Slovenija prepoznala, spoznala, slišala za vas. Kako pa se vi spominjate tistih korona časov? Najprej vem, da se mi je vse zdelo tako nenormalno, ne vem, nenormalno. In, pač nekaj, kar ne moreš sprejeti, ne moreš, ali se pa delaš, da ti je vseeno. In takrat je bil nekako moj mandat na polovici, se pravi, večina županov bi razmišljala tako, da je treba pač vse potrditi, kajti kmalu bo naslednje volitve in moraš biti všečen. Meni še na misel ni prišlo kaj takšnega, jaz sem samo vedela, da moram stati za sabo, za tem, kar mislim, kar čutim, kar se mi zdi pomembno, ne glede na vse, sploh pa ne glede na, pač nov mandat in, da sem postavljena na čelo ljudi zato, da, da jih spodbujam, da jim dajem moč, se opravičujem, da jim tudi povem to, kar mislim, in da je to moja dolžnost, in to sem tudi storila, ne glede na vse in ni mi bilo niti trenutka žal. Lepo je bilo potem kasneje, ko sem srečevala, ko sem pač šla po Sloveniji in še danes marsikdo me prime za roko od drugod, ko ga niti ne poznam in pravi: dali ste nam upanje, dali ste nam pogum, hvala vam." Tako da niti ne vem, kaj vse sem, zraven naredila, nič nisem želela, samo, stala sem za sabo. To je bilo tisto najbolj pomembno in vem, da bi to tudi svetovala vsakemu, da je potrebno, poslušati samega sebe, si zaupati in stati za tem, kar misliš, ne glede na vse. Ja, dejansko so ljudje z vseh koncev Slovenije takrat, spremljali vaš Facebook profil in, poslušali vaše izjave. Dejansko ste jim, vlivali upanje, da je še nekje nekdo, ki misli morda namesto njih, ne, ker ljudje smo bili v tistem času precej zmedeni. Pa je kdo takrat od visoke politike, navsezadnje z NIJZ-ja ali pa iz, zdravstva vršil kakšne pritiske na vas? Ja, iz Ministrstva za javno upravo takrat, prav minister, takrat, ko sem, pač še nisem strinjala s to politiko, ki je vladala v osnovnih šolah, mi je nekoliko grozil z odstopom, da, in spodbujal svetnike našega občinskega sveta, naj sprejmejo, pač naj me odstavijo. Seveda vsakemu, ki se kaj malo spozna na lokalno samoupravo, je jasno, da te lahko odstavi samo tisti, ki te je postavil, se pravi, z naslednjimi volitvami nisi izvoljen, ne pa da bi te kar neki svetniki, z neko večino odstavili, tako da je bilo, naravnost smešno. Drugače pa, z NIJZ-ja sem mogoče to začutila v, zadnjem letu, ko sem opozorila tudi na HPV cepljenje oziroma starše, nekako, želela seznaniti s tem, da naj si pridobijo čim več informacij v zvezi s cepljenjem, preden se odločijo, ker to je pač, prostovoljno. Takrat pa so dali izjavo za javnost v zvezi s tem, da kot županja ne bi smela kaj takšnega reči. Jaz pa mislim, da ravno kot županja moram kaj takega reči, kajti meni je mar za moje občane. To so ljudje, ki jih srečujem vsak dan, to so, ljudje, ki jih imam rada in, z njimi živim že vsa leta, tako da ne bi mogla nekaj, kar mislim, da ni dobro, skrivati. In tako je bilo tudi takrat. Kar se tiče pa občanov, nekateri so me preko Facebooka malce napadali, tudi najbližji sosed. Nekateri pač imeli so drugo mnenje, jaz jih razumem, jaz verjamem, da so, res verjeli, tako kot sem jaz slepo verjela, našemu zdravstvu in vsemu in tudi državi, da res dela v dobrobit svojih občanov, da to pa res, kar država reče, to je v redu. Ampak v času korone se je meni odstrla marsikatera zavesa in tančica in sem ugotovila, da je marsikaj drugače, kot izgleda, zato sem se pač postavila na drugo stran. Imela sem tudi veliko informacij, ki sem jih pridobivala iz drugih strani, tako da mi je bilo lažje, da sem lahko tehtala med eno in drugo stranjo, in na koncu, se pač odločila, za čim bom stala. No, da pojasniva, niste nasprotovali cepljenju, ste pa odločno poudarili, da je to odločitev vsakega posameznika.
Tudi zaprtje šol vas je takrat silno zmotilo. In prav to dvoje danes nosi hude posledice v družbi. Pa ste takrat kdaj v strahu pomislili, da glasno osebno mnenje za vašo kariero ni ravno najboljše? Ja, seveda, se to je logično, ne samo za kariero. Pomislila sem tudi na to, da lahko za moje življenje ni najboljše. So vam kdaj grozili? Niso mi grozili, ampak jaz sem se zavedala tega, da vem, kako je v politiki, da tiste, ki so pač moteči na visokem nivoju, enostavno odstranijo, imajo prometno nesrečo ali kaj podobnega. Tako da tudi ta vidik sem sama pri sebi predelala in sem rekla, ne glede na vse, stara sem, takrat sem bila 55 oziroma nekaj manj, imam že vnukinjo, doživela sem toliko let, tako da marsikomu tega ni dano. Tudi če je moja pot takšna, da bi se končala zaradi tega, bom na njej vztrajala. Kaj zdaj, ko na plano prihaja vsa resnica umazanih dejanj posameznikov, ki so eno najtežjih obdobij v našem življenju izkoristili tudi za kopičenje bogastva in utrjevanje lastnega položaja? Torej, kaj zdaj pogrešate? Pogrešam, Ko se je izkazalo, da ste v marsičem imeli prav. pogrešam še vedno prave informacije, ki jih naši mediji žal ne dajejo, kar pa tudi ponovno razumem, ker mediji imajo lastnike nad sabo in v bistvu glavne informacije generirajo največji mediji in potem jih drugi samo povzemajo. Tako da mi je žal, da naš NIJZ ne naredi analiz tako, kot jih prosimo, ali pa prosijo na različne načine, z različnih zornih kotov, naj analizirajo, ali je več smrti sedaj, rakavih obolenj in vsega ostalega. Se pravi, te informacije, te statistike gotovo imajo, tega ne dajejo ven, ne želijo dajati ven, ljudem ne povedo prave resnice, še vedno spodbujajo k cepljenju, tudi proti tej bolezni, no. Tako da pravih informacij ni. To me žalosti, da nekdo, ki ve, kaj je res, tega ljudem ne pove. Verjetno je cena nekje, ne vem, ali za kakšen dober denar ali za kakšne koristi, ampak s tem ne more spati ali pa ne bo mogel spati tisti, ki to počne. Tudi dogovarjanje, da bi Svetovna zdravstvena organizacija bila edina, ki bi uveljavljala epidemije in ukrepe v času epidemije. Tudi te informacije so nekako v meglo zavite, kako se podpisujejo nacionalne pogodbe, pristopi in podobne zgodbe. Ja, tudi to. Tudi to, da nas je verjetno naša država prodala, kajti ta sporazum med Svetovno zdravstveno organizacijo je nekako že stopil v veljavo pred kratkim in naša država je to podpisala in bila zraven. Pri tem občani ali pa državljani nismo kaj veliko vedeli, mogoče nekateri, ki smo se za to zanimali, ampak nobenih moči nimamo, čeprav smo na našo predstavnico tudi direktno želeli vplivati in naslovili določene zahteve, ampak vse je šlo svojo pot in to, da se bo neki predsednik zdravstvene organizacije, ki je dejansko plačana večinoma z zasebnih žepov, tistih, ki v glavnem proizvajajo cepiva in podobne reči, odločal o tem, ali je en navaden prehlad že epidemija ali pa pandemija. Mislim, da to ne gre in marsikatere države se temu že upirajo. Mislim, da verjetno rabimo kaj takšnega, da bomo res pregledali. Rabimo nekaj, kar nas bo pa res prizemljilo večino ljudi. In to je nekaj takšnega in upam, da ne bodo tega izkoristili kaj kmalu, kajti če bodo, potem nam noben ugovor ni več, ne bo nič pomagal. No, danes sta otroštvo in mladost precej načeta zaradi posledic, ki jih zadnja desetletja sprejema tako evropska kot tudi nacionalna politika. Vi ste odraščali v številčni družini, na kmetiji, med predanima staršema. Se z radostjo spominjate svojega otroštva?
Ja. Jaz sem bil najmanjši otrok, pač 8 vas je bilo, osmo, ne? osmo dete in vedno sem bila deležna veliko ljubezni, veliko pozornosti, tako s strani staršev, kot tudi s strani bratov in sester, ki so bili, recimo, najstarejša brata dvojčka sta bila stara že 17 let, ko sem se jaz rodila, in so me crkljali in lepo mi je bilo, tako da se z veseljem spomnim teh let, nič mi ni manjkalo, nismo imeli nobenih nobenega prestiža, ampak imeli smo vse, kar človek rabi za neko dostojno življenje, in veliko smo delali, tako da so mi starši dali veliko delovnih navad, kmetija pač velika, tako da vse to, kar človek potrebuje potem v življenju, ko sedaj pogledam nazaj na svoje življenje, velikokrat se ozrem in vidim, da je vse, kar se mi je zgodilo, kar sem doživela, je bilo natanko prav, je bilo tako, kot mora biti, zato da si Ste to potem danes to, kar ste, ne? tudi to. Zato, da si sposoben, da pridobiš neke izkušnje, neka znanja, neko empatijo in vse, kar potrebuješ potem z delom z ljudmi. Tako da sem res hvaležna za vse. No, ne smeva pozabiti niti na vašo sicer že pokojno taščo, ne? Mladi ste prišli v dom vašega moža, k tašči, ki pa je bila daleč od tega, da bi bila tašča, kot jo poznamo iz raznih zgodb in hecov, ne? Ja, to je bila naša mama. Jaz ji rečem mama in ona mi je bila kot druga mama, saj sem prišla k hiši, stara dobrih 19 let. Če pogledam sedaj, mladino, se mi zdijo kot otroci, saj sem bila jaz najbrž tudi, ampak takrat je bilo nekako normalno, da smo se poročili tako mladi, ampak kljub vsemu si rabil še neko vodstvo, da te je nekdo usmerjal. In naša mama je bila takšna, da mi je veliko znanj dala, jaz sem bila pa tudi takšna, da sem to sprejemala in se držala tega, kar mi je naročila moja mama, da je treba potrpeti, da je treba, da se ne kregati, in nikoli se nismo kregali, tako da nam je bilo lepo, no. 10 let smo živeli skupaj v stari hiši, potem smo si naredili novo hišo in čisto blizu se odselili, ampak naša življenja so se prepletala do konca. Kot županja občine Semič, na tem položaju ste zdaj že 4. mandat, ste tudi mama 3 danes sicer že odraslih sinov, vsi so že poročeni, ampak tudi ti fantje so bili nekoč majhni, nebogljeni, tudi ti fantje so zelo potrebovali mamo. Kako vam je Ja. uspelo usklajevati vaše obveznosti z delom na kmetiji in še službo? Ja, najprej, prva 2 mi je veliko pomagala tudi mama, pomirkati in urejati. No, potem, ko se je rodil tretji, pa je mama zbolela, jo je kap, kot rečemo, in ni še umrla seveda, ampak leta je še tako živela, rabila je ona veliko pozornosti, s tem tudi tast. Tako da je bilo kar naporno tisto obdobje. Zraven sem še študirala, sem se še vpisala v višjo, nato še v visoko šolo. Gradili smo hišo, ne vem, od kje človek črpa toliko energije, ampak ko si mlad, enostavno si zastaviš cilj in greš. Velikokrat me je moja mama opozarjala, da bo to vse prišlo za mano, da je res prehudo, kar počnem. Pa nekako se mi zdi, da sem potem znala s tem, da sem poskrbela zase, s svojo osebno rastjo in ostalim nekako zadržati to, da nisem kolapsirala. Je bilo pa treba veliko delati in veliko potrpeti, se znajti, zaradi tega sem danes tudi bolj iznajdljiva, vsak trenutek znam koristno izrabiti, in v redu, zaenkrat mi gre dobro, mislim pa, da sedaj, ko so pa fantje že odrasli, Zdaj pa mi že je pa že počivate lažje, lahko, zdaj pa ne? že počivam, zdaj pa že uživam, tako da zdaj mi je pa res lepo. No, kot srednješolka ste obiskovali kmetijsko srednjo šolo, zatem pa ves nadaljnji študij in dodatna znanja pridobivali ob delu, torej niste redno študirali, pač pa ob službi, gradnji hiše in majhnih otrocih. Ja. Pa bi tisto obdobje ponovili danes? Bi ga, ker je bilo nekaj posebnega, bilo je polno dobrih energij, adrenalina, idej, vse se je iskrilo, tako da takšno
življenje bi človek res še ponovil. Sedaj je bolj umirjeno, pa včasih kar pogrešam malo te iskrivosti. Pa vam pri organizaciji dela vaš magistrski študij menedžmenta oziroma magisterij, ne, menedžmenta kakovosti kaj pomaga? Ali gre pri vaši organizaciji dela bolj za spontane, torej vaše takojšnje odzive, ali pa imate prave sodelavce na pravem mestu? Ja, vse to, kar ste rekli. Tu pomagajo mi izkušnje življenjske, ki sem jih pač dala skozi. Potem sem jih nadgrajevala s študijem tudi menedžmenta kakovosti, in nenazadnje je rasla ob svojih sodelavkah in sodelavcih, ki so odlični. Res, lahko sem samo hvaležna, kajti en človek, kot je župan, brez ekipe ne more nič narediti. Jaz pa imam ljudi, ki jih ne rabim priganjati, ki jih moram dobesedno včasih ustavljati, ker se bojim za njihovo zdravje, da ne bi pregoreli, tako so pridni. In mislim, da je ena taka kombinacija potem tudi pot do uspeha. To pač vidijo ljudje, da je naša občina nekako, da je uspešna. Jaz verjamem, da bi bila lahko še bolj, ampak z resursi, ki jih imamo, tako denarnimi kot tudi kadrovskimi, si kaj več ne moremo privoščiti. Mogoče bo kdo naslednji lahko drugače delal, ampak s temi ljudmi lahko jih priganjaš do onemoglosti, ampak potem je to tek na Kratkoročno, kratke ne? proge, ja. No, pred kratkim se je poročil vaš najmlajši sin in ker so spomini še zelo sveži, me zanima, kako ste to doživljali kot mama? Sedaj tretjič sem nekako še najbolj čustveno to doživljala, kajti vse 3 sinove sem tudi poročila kot pooblaščenka upravne enote in ta tretji, najmlajši, ki je bil tudi nekako s srčkom je imel težave že od samega rojstva, se pravi, ti otroci so bolj srčkani, lahko rečemo, občutljivi. Tako ko sem pogledala njega, ki je imel solzne oči, sem tudi jaz ta svoj obred malce težje izpeljala, ampak mislim, da je bilo lepo čustveno in od srca. Ampak Polona, pooblaščenka upravne enote, hkrati pa biti mama in poročiti vse 3 svoje sinove, to kljub vsemu ni tako enostavno. Kakšen pa je bil vaš govor uradne pooblaščenke ali govor mame? Ali je bilo to nekje vmes? Govor je bil popolnoma uraden, tudi pri obredu, ko sem jih spraševala, ali sprejmeta drug drugega za svojega moža, za svojo ženo, sem ju vikala, tako kot vikam vse ostale, se pravi, poskušala sem biti čim bolj uradna, ampak tisto na koncu, ko poveš še nekaj zraven, tisto je bilo pa povsem osebno. Ta poroka je bila prav na obletnico vaše poroke. Tako. Še malo pa boste z možem uradno poročena 4 desetletja. Na kaj ste najbolj ponosni v tem vajinem zakonu? Na to, da sva nekako prebrodila vse težave in izzive, ki sva jih imela v teh letih in doživela teh sedaj 39 let, greva v 40. Ni bilo vedno enostavno, včasih je bilo tudi tako, da skoraj ne bi več mogla zdržati v nekem obdobju. Računajte, 2 sinova sta bila bolna, en srčni bolnik, en sladkorni, ki jo ima še sedaj. 2 starša bolna, ostarela, je bilo potrebno skrbeti za njiju. Težka služba, kmetija, to mislim, da je bilo res veliko razlogov, da bi lahko šla narazen, ampak nekako sva vztrajala, to nas je povezovalo še bolj močno. Danes sva že starejša, on je že upokojen, jaz še delam in nekako sedaj se umirjamo. Vi ste odločna ženska. Kakšen pa je vaš mož? Je potrpežljiv? Zelo je moral biti potrpežljiv, da je šel tudi on skozi to, kar ti ni enostavno, da imaš ženo, ki je veliko med ljudmi, ki je nekako prva vsepovsod in ti nisi, ne, in to za moškega ni enostavno, da moraš sprejeti to, da je tvoja žena bolj pomembna od tebe. Velikokrat tudi ne moreš iti na določena mesta, recimo lahko bi bil, ne vem, predsednik gasilskega društva ali kaj podobno, ker je veliko sodeloval in pa deloval v tej smeri,
ampak ne gre skupaj, da je tvoja žena pa tista, kateri boš predajal raport in podobno. Tako da se je moral velikokrat tudi kakšen korak potegniti nazaj. To je znal kompenzirati na drug način, tudi jaz sem morala potrpeti na drug način, da je lahko on to izživel nekje drugje, tako da ni bilo enostavno tudi za njega, verjamem. Ampak Pa tudi za očitno- otroke ne, to ni enostavno. Otroci si ne želijo mame, ki bi bila tako javno izpostavljena, sploh v takih trenutkih, kot je bil covid in podobno. Otroci si pač želijo mamo, navadno mamo, ki je takšna, kot je, ki je v kuhinji, ki je doma, ki drži dom pokonci. Tako da sem se ves čas tudi trudila, da sem nekako ohranila tista steber naše družine, da sem otroke vedno znala pritegniti, da se znamo podružiti z brati in da nam je lepo tudi sedaj. Pravite, imate 3 sinove, torej sami fantje so v družini. Pa ste si kdaj želeli hčerko? Ja, seveda. Vedno, ko se je pač rodil nov otrok, sem mislila, da bo hčerka, kajti takrat nismo imeli še takšnih ultrazvokov, da bi tako natančno videli, kaj se bo rodilo, sedaj že vnaprej vse vejo. Sem imela že pripravljena imena tudi za hčerko, pa je bil vedno znova fantek in smo šli naprej tako. Sedaj imam pa tudi Ampak to hčerke. zdaj pa kompenzirate, ne? Tako, sedaj imam snahe, 3 čudovite punce, dekleta, žene, ki pač so se odločile, da bodo svoje življenje delile z mojimi sinovi, tako da sem tudi presrečna glede tega. In še babica ste. Tudi. Deklici, Deklici Zali, 11 let je že stara, tako da kaj radi počneta skupaj? midve rade kuhava, pečeva, kruh mesiva, to sem jo naučila še zelo, zelo majhno, tako da zdaj zna že sama zamesiti kruh, pico zamesi, marsikaj takšnega. Se pravi, ko pride k meni, pokažem jo, takoj zaposlim, ker sem bila tega navajena, pač 3 sinovi so bili z mano, nobene hčere in ti sinovi so morali vse delati. Včasih so se jezili, ampak jim je pa sedaj koristno, ker vse znajo. In so Ker so žene jih ponosne na njih, ne? Tako, mislim, da so tudi ženam v korist. No, že v času korone ste poudarjali, naj si ljudje čim več hrane pridelajo sami, naj ne kupujejo v trgovinah, pač pa pri lokalnih ponudnikih. Tudi to se je izkazalo za zelo dober in koristen nasvet, saj s trgovskih polic vsake toliko časa umikajo ne le proizvode, ampak in živila, ampak tudi zelenjavo in sadje. Ja. Vendar v takšnem življenjskem tempu, ne, je najlažje oditi v trgovino, kupiti, dati v lonec, kuhati in pojesti. Ja, res je, ampak nimaš pa tistega ugodja, tiste sreče, ko greš na vrt, na njivo in vidiš, kako ti uspeva. Danes nabereš to, danes to shraniš, ukuhavaš, pripravljaš, tako da to se pa ne da nadomestiti z ničemer. Veš, kaj ješ, nisi odvisen od recimo zmanjka elektrike, potem se ti trgovski centri ne morejo niti odpreti, hladilniki ugasnejo in vse podobno. Tako da ti pa imaš neko zalogo v svoji shrambi, takšno in drugačno in si lahko zadovoljen in veš, da ne boš prvi lačen, tako da to pa meni veliko pomeni. Marsikoga je korona izučila, čeprav vi ste to počeli že skoraj vse življenje. Ja. Kaj vse pridelate doma? Vse. Vse, kar se največ da, mogoče kupim sedaj govedino, ki je pač več nimamo, včasih smo gojili bike, sedaj imamo ovce, zajčke in pa kokoši. Drugače pa malo stvari kupim v trgovini, ker solate, ne vem, kdaj sem jo nazadnje kupila, ne vem, leta in leta, ker je pač ne potrebujem, imam celo leto tudi v rastlinjaku in potem nekako si to sledi in res vso zelenjavo si pridelamo sami in meso, tako da res jemo domače. Če nimamo potem jajčka recimo pri sosedih, ki imajo tudi ekološko rejo, mi bolj kokoši za pitanje. Vse v glavnem domače, no. Tisto, kar pa res moraš kupiti, kar moraš iti v trgovino, ne vem, oblačila, čistila in podobno, to pa pač je potrebno kupiti.
Piškote pa tudi sama pečem, tudi ne želim jesti kruh, rezance, vse to delam sama. Ja, neverjetni ste. Predvsem spomladi in jeseni je dela na vrtu v izobilju. Ste vsak dan tam? Ja, to je kar moja mantra, lahko rečem, en obhod moram narediti vsak dan, ko pridem s službe, ko pojemo, pospravim, potem je pa na vrsti, sedaj so bili šparglji, sedaj je rastlinjak, njiva, ali je treba okopavati kaj, ali je treba kaj drugega, ali že pobirati. Tako da to me res veseli, gledam, kako raste, kaj zalijem. To je moj način življenja, to me sprošča in nekako to mi je bilo položeno v zibelko, že od malega to gledam, pomagam staršem, sem pomagala staršem in to ti ostane. Ampak Polona, dan ima vendarle 24 ur, ne? Moram pogledati na papir. Ob službi še vedno pečete kruh in to dnevno, ne? Delate rezance na zalogo, ste na njivi, v rastlinjaku, vlagate in ukuhavate za ozimnico. Vem, da ste odlična gostiteljica, hkrati mama, žena, babica, tašča. Včasih so takim ženskam rekli tavžen trošce, ne? Kako vse to zmorete? Če te nekaj veseli, potem ni težko. Pa tudi vse to, kar ste našteli, ni vse en dan, ne. Tako da se razporedi, recimo, ko pečem kruha, spečem iz 4 kil moke in potem dam v zamrzovalnik in potem jemljem ven. Nekaj časa ne rabim peči kruha, recimo. Rezance ravno tako. Vkuhavam, shranjujem, ko je za to čas, se pravi, je kakšen dan, dva, s tem več dela, pa potem spet malo manj, ampak eno z drugim, to si človek organizira, pa gre. Redno skrbite tudi za svojo osebno rast, za telesno aktivnost. Zadnjih 8 let pa se precej več posvečate tudi lastnemu zdravju. Kaj počnete? Ja, imam svoj ritual, ki ga začnem že tam po 5 uri zjutraj. Najprej s predihavanjem, telovadbo, potem tuširanjem z mrzlo vodo, nato si pripravim sveže stisnjen sadni sok in odidem v službo. To je moja jutranja rutina, veliko na soncu, veliko na svežem zraku. Gledam, kaj jemo, se pravi domačo hrano, res predelane hrane, kupljene, tega enostavno več ne kupujem. To tudi moje telo, že ko vidim, me strese, tega ne bi kupila. In pijem recimo izvirsko vodo, jo gremo natočit, tudi družina, ostala se je temu navadila. Tudi sokove ostale, korenčkov sok, solatni sok, vse doma pridelano, si pač to stiskam občasno. Takšne stvari, poskušam biti čim bolj umirjena, včasih tudi meditiram, delam na sebi, no. Preberem kaj dobrega, kar me pomirja. Enostavno televizije že ne gledam od leta 2018, skoraj načrtno. Najprej sem se bala, da mi kot recimo na tem delovnem mestu, na tej funkciji bo to manjkalo. Potem pa sem ugotovila, da vse, kar rabim vedeti, enostavno izvem. Ne glede na to, da bi vsak dan gledala televizijo, ker se mi zdi, da te novice slabe, potem pa tudi vsi ti filmi, vsa ta žalost, vsa ta trpljenje, ki ga nenehno producirajo skozi filme in vse ostalo, da to ne dene dobro moji duši in jaz se takrat umaknem, čeprav to moj mož še vedno gleda, ampak jaz se rajši grem v svoj kotiček, kaj dobrega preberem, malo pomeditiram, poslušam kakšno lepo glasbo in mirno zaspim in gledam, da tudi veliko spim. Spanec pa je moje zdravje, moje zdravilo, lahko rečem. Izpopolnjuje vas tudi umetnost. Še plešete? Plešem rada, ja, pojem, zelo rada tudi rišem. Svoje čase sem veliko pletla, veliko goblenov delala, tako da to je še tisto, kar me še čaka, verjetno nekaj v zvezi s tem, ko bom pač zaključila poklicno pot, bom počela kaj takšnega potem ponovno za svojo dušo. Pogosto vikende preživljate na različnih prireditvah v občini, kajti navsezadnje ste županja, morate biti v prvi vrsti. Kdaj pa ste kot županja najbolj ponosni? Ponavadi je to mesec oktober, ko nekako zaključujemo cikel investicij in to je naš mesec občinskega praznovanja, občinskega praznika.
In takrat predajamo namenu različne pridobitve, ki smo jih tekom leta skupaj z občani uspeli spraviti skozi in, tiste, prireditve ob taki predaji, se pravi otvoritve so mi za dušo, ker vem, da smo naredili nekaj dobrega. Včasih ljudje tudi še ne dojamejo, nekateri so zelo zadovoljni, nekateri so še skeptični, ampak potem sčasoma ti veš, da si naredil nekaj dobrega, da bodo, tudi ljudje gotovo to sprejeli in bili zadovoljni in to je tisto najpomembnejše. Vse ostalo pač, so ljudje zelo zahtevni, lahko rečem, zadnje čase, zadnja leta. Težko je zadovoljiti vsem in, veš, da vsem ne moreš zadovoljiti in moraš narediti tisto, kar misliš, da je najbolj prav, no. Kdaj pa ste bili nazadnje na dopustu? Nekje januarja, mislim, da tega leta skrbim, da grem večkrat na leto na dopust. Tudi naslednji teden se bom odpravila tako na krajši dopust ali pa podaljšan vikend kakšen, ker se mi zdi, da me to napolni, da se takrat malo zresetiram, malo počijem, kaj dobrega preberem in to mi da potem novo energijo. Pa se znate povsem odklopiti? Kaj počneta na primer z možem na dopustu? Ponavadi greva na obalo in tam ne motiva drug drugega. Jaz berem, on počne spet svoje stvari, potem pa greva, imava vedno apartma, si, skuhava, pripraviva kaj dobrega, kaj nama ustreza, greva malo v mesto, pač tako na svoj način umirjeno, nič na hitro, kot ni nobenega hitenja. Se mi zdi, da je še največ vredno to, da ni treba hiteti, na uro gledati in teči iz dogodka na dogodek, to je pa res en mir potem na dopustu. 4 mandate ste na položaju županje. Bo 5. mandat spet vaš? Verjetno je še malo preuranjeno, da povem, nekako pa razmišljam, da, bi se bilo modro umakniti. Zakaj? Prihaja nova energija, dobro je, če se energija malo obnovi, mogoče sem se sedaj jaz že malo izrabila, znucala, kot rečemo. Dobro je, da je neka sprememba in, kot sem ljudi lahko spoznala, ljudje imajo radi spremembo. Ne glede na to, če je boljša ali pa lahko je tudi slabša, samo da je sprememba. Ljudje potrebujejo spremembo. In kaj boste počeli potem? Veliko tistega, kar me osrečuje, kar, bogati mojo dušo še naprej, brez hitenja. To, kar počnem že sedaj, postopoma se že nekako pripravljam, ne bo pa potrebno stalno nekam teči in kakšen vikend bo tudi frej, prost za kakšen, ne vem, kam iti, ker sedaj treba pač planirati že veliko naprej, če si vzamem recimo prost vikend. Polona, po vaših odzivih in razmišljanjih v korona časih bi vas nekako umestila med ljudi, ki zagovarjajo resnico in pravičnost. Kaj je za vas laž? Laž je, če veš, če nekaj veš, pa, tega ljudem ne poveš. To v tem smislu, kot ste začeli, to se mi zdi ena taka predrzna, nesramna laž, ki si jo nekdo privošči, ne vem, kako lahko s tem spi. Veliko se v politiki omenja tudi korupcija. Kako bi ravnali, če bi vas dobili s prsti v marmeladi? Jaz sem nekako, delovala na ta način, da te marmelade nekako ne bi dotikala, se pravi, marmelada je bilo eno, jaz sem delovala na drugih ravneh. Jaz upam, da sem prišla skozi to vse obdobje nekako čista, kajti vedno me je moja mama opozarjala, glej, da se ne boš pokvarila, glej, da te ne bo to pokvarilo, ostani takšna, kot smo te učili ohraniti vrednote. In nekako sem se tega držala, jaz res srčno upam, da nisem naredila nič kaj takšnega, kar bi vedela, zavedno ne, da me ne bodo mogli nič kaj takšnega očitati, no. Pa so vas kdaj želeli podkupiti? Ste imeli kdaj kakšno tako skušnjavo? Pa veste, da skoraj ne. Verjetno delujem na tak način, da tega enostavno ne bi, to Si nihče ne bi to ne bi drznil, šlo ne? k meni, in se verjetno niso niti drznili. In tako tudi verjamem, da s sodelavkami in sodelavci. In to je
res neprecenljivo, kajti včasih mi pa res kdo reče: "Glejte, vi ste pa ena redkih občin, kjer se to ne da ali pa se to ne dela." Ne vem, kako to drugi delajo, me tudi ne zanima, to je pač njihova stvar. Ampak meni je lepo pri srcu, da lahko mirno spim in da bom tudi, ko bom odšla s tega mesta, nekako, kar se tega tiče, mirna. Da ne bodo padali okostnjaki iz omar, ne? Ja, verjamem, no, in upam, da res ne. Ste optimistka pri ljudeh? Verjamete v dobro? Ja, verjamem dobro. Kaj pa, če vas nekdo izneveri? Ja, tudi takšnih ljudi je, potem se umaknem, s takimi ljudmi ni dobro imeti posla. Ni pa dobro tratiti svoje energije, za to, da bi se jim zoperstavljal. Najboljše se je umakniti in jih pustiti, naj grejo svojo pot. Verjetno, rabi njihova duša tudi takšno izkušnjo, tako jaz zdaj razumem, ko več delam sama na sebi, in jim te energije ne dajem. Pač jih poskušam razumeti, poskušam jim dati tudi ljubezen, no. Ker mislim, da vse, kar potrebujejo, rabijo en lep objem, prestrašeni so, žalostni so, niso zadovoljni sami s sabo in potem se znašajo na druge. Kaj pa vas najbolj ujezi? Verjetno znate biti jezni takrat, ko res vam nekdo stopi na žulj. Ja, tudi znam se razjeziti, mogoče včasih kar preveč, ampak, se Kakšna je nekako, Polona, kadar je jezna? noben ni lep, tudi Polona ni lepa in prijazna in ne vem kaj, ampak takih trenutkov se izogibam, no. Da jih bi bilo čim manj, ker v bistvu škodiš sam sebi najbolj takrat. Kaj pa vam je v kolektivu pomembno? Očitno dobro vozite, tako z ljudmi v svojem kolektivu kot navzven, kajti občani vam zaupajo. Moj kolektiv je moja druga družina, lahko rečem. Z nekaterimi sem že 25 let, od samega začetka. Ostali so se pridružili kasneje in, vedno smo skrbno izbirali sodelavke in sodelavce, ne samo po njihovih, znanjih in sposobnostih in kompetencah, ampak tudi po tem človeškem kapitalu, kako se bodo vklopili v kolektiv, da bomo nekako ostali močni in povezani, in mislim, da smo imeli kar srečno roko, da smo en lep kolektiv, ena lepa družina. Rada imam svoje sodelavke in sodelavce in jih, velikokrat tudi pocrkljam na takšen ali drugačen način, jim dam vedeti, da so mi pomembni, da sem jim hvaležna za vse to. Tudi tega ne pozabim omeniti noben občinski praznik, ko imam, svečan govor, da brez svojih sodelavk in sodelavcev tudi ne bi bilo tega uspeha, ki ga pač žanjemo. Vedno je veliko za povedati vsakega oktobra. Polona, kaj politika vleče, da vztraja na svoji poziciji, predvsem župana, na primer? Vemo, da županske plače niso ravno, tiste, ki bi bile mamljive. Ja, sedaj so jih malenkost popravili, recimo do leta 2028 bodo prišle na tisto raven. Plača je res, veliko sodelavcev ima višje plače od mene, ko jim to podpišujem, ampak jim nisem fovš, ker vem, da si jo zaslužijo, ker so pridni. Je pač takšen sistem, kot je, in plača gotovo ni tista, ki bi, človeka potegnila, da kandidira na tem mestu. Zdaj sama sem kandidirala z eno veliko mero odgovornosti, sem vedela, da ne bom zdaj ne vem, samo glavo pokonci držala in se trepljala po prsih, kako sem pomembna, ker sem županja, ampak da je to ena velika odgovornost, ki sem si jo, naprtila na hrbet, ki jo bom, pač morala oddelati. Opažam pa, da marsikdo bolj od moških kolegov pa, mu veliko pomeni ta ponos, no, ta ego je zelo, zelo potreben tega. Ste ga kdaj v tem času, vašega županovanja začutili, ta moški ego? Ja, velikokrat, velikokrat. Kako deluje? Moškim je bolj pomembno, moški so glasni, ropotajo, ne vem, hočejo biti v središču pozornosti. Ko opazujem ženske kolegice, ki nas je tam okrog 30 in se tudi redno srečujemo, županje, mi pa smo bolj materinske, bolj mame, bolj srčne, ne vem, drugačne smo, pač smo, ljudje različni in, mogoče je dobro, sedaj bil je pred mano moški, potem sem bila jaz, mogoče mora priti spet moški, da bo spet mogoče malo moške energije več, se morda počne nekaj drugega, bolj drzno, bolj si upajo.
mi bolj premislimo, nismo tako zaletave. Mogoče je pa to tisto, kar bi potrebovala večina naših institucij, da nismo zaletavi. Ne? Ja. Polona, vas morda česa nisem vprašala, kar ste mislili, da vas bom. Pa ste bili kar izčrpni. In vi v odgovorih zanimivi. Povejte mi, kaj bi si želeli do konca mandata, če se pač ne boste odločili še za eno kandidiranje, kaj bi si želeli? Želela bi si, da poteka tako kot nekako sedaj, kot smo si zastavili, kot teče, lepo umirjeno, delamo korak za korakom, ampak vztrajno, ne mečemo se ven, ampak mi imamo svojo pot in takšno pot bi rada oddelala do konca, potem pa naj se zgodi. Ja, naj se zgodi in tako kot ste sami rekli, počnite tudi v nadaljevanju tisto, kar radi počnete. Kljub vsemu pa ostanite pokončni, nepremagljivi in v ponos vsem, ki vas poznamo. Hvala za vaš pogovor in za te vaše odgovore. Hvala lepa za povabilo, bilo mi je res veselje in čast. Srečno. Tudi vam, dragi poslušalci, dragi gledalci, hvala, da ste naju spremljali in upam, da ste izvedeli kaj več o moji današnji gosti, županji občine Semič, Poloni Kambič.